Torej, lepo pozdravljeni v naši novi predstavitvi serije predstavitev CEK zunaj knjižnice. Danes si bomo pogledali podatkovne zbirke za študente financ in računovodstva. Pred samo predstavitvijo vas moram opozoriti, da se predstavitev snema, ker bi jo radi kasneje uporabili. Prav tako bojo za časa predstavitve utišani vaši mikrofoni, tako da mi lahko vprašanja tekom predstavitve zastavljate s uporabo chat funkcije. Torej, moje ime je Matic Bradač, v knjižnici sem zadolžen za področje odprtega dostopa in serijskih publikacij. V teh dneh lahko za vas uredim dostope do revij Financial Times in Economist od doma. Prav tako so dobrodošla vsa vprašanja glede specializiranih zbirk za finance, management ter podjetništvo. Prav tako pa v repozitoriju Univerze v Ljubljani spremljajo tudi vsa najnovejša dela raziskovalcev ekonomske fakultete, ki so potem za vas študente dostopna od doma. Torej, če začnemo z našo predstavitvijo, torej najprej sem pogledal podatkovno zbirko GVIN. Podatkovno zbirko GVIN zagotavlja podjetje Pisnote in GVIN je seveda dostopen od doma. V GVIN-u lahko najdete finančne podatke, kot so bilance stanja, izkaze poslovnega izida ter kazalnike. V GVIN-u si lahko te podatke ogledate tako v tabelaričnem kot v grafičnem prikazu. Z izbiro ene izmed postavk v tabeli, v našem primeru recimo kratkoročnih sredstev, si lahko na grafu ogledate, kakšen delež vseh sredstev predstavljajo kratkoročna sredstva. GVIN omogoča tudi, da med sabo po finančnih podatkih primerjate konkurenčna podjetja. GVIN vam sam predlaga nekaj podjetij, ki so sorodna vašemu izbranemu podjetju. Seveda pa lahko ta podjetja zamenjate in v analizo vključite tista podjetja, katera vi želite. Tu bi vas tudi opozoril, da lahko vse tabele iz GVIN-a prenesete tudi v Excel in jih tam naprej in tam finančne podatke naprej obdelujete. Torej, naslednja funkcionalnost GVIN-a je pa poslovni tisk. Lahko si prenesete članke s polnimi besedili iz slovenskega časopisja. Članke poiščete z iskalnikom, kjer lahko iskanje omejite na subjekt, na obdobje ali pa na vir. Pri virih tukaj tudi lahko vidite, da so v GVIN-u na voljo prispevki iz vseh večjih slovenskih časopisov, kot so Finance, Dnevnik, Delo, Večer in tako dalje. Ko enkrat poiščete vaš članek, ki vas zanima, ga lahko berete v sami podatkovni zbirki ali pa si ga prenesete na vaš osebni računalnik v PDF obliki. V GVIN-u je na voljo tudi GVIN C-Matrix. V GVIN C-Matrixu si lahko pogledate vodilne osebe podjetij, lahko si pogledate lastniško strukturo tako na današnji dan, kot tudi v preteklosti in obe lastniški strukturi med seboj primerjate. Lahko pa si pogledate tudi lastniško udeležbo podjetja, torej lastnik katerih podjetij je vaše izbrano podjetje. GVIN ponuja tudi bonitetno oceno, sestavljena iz dveh delov, je sicer iz finančne bonitetne ocene ter iz indikatorja finančne ocene. Pa če si pogledamo bonitetno oceno za Petrol, vidimo, da je finančna bonitetna ocena Petrola dobra, ter da se Petrolu napoveduje dobro poslovanje v prihodnosti. V GVIN-u je na voljo tudi dinamična bonitetna ocena, kjer je vsako podjetje ocenjeno na lestvici od 2 plusov do 2 minusov. Dinamična bonitetna ocena pa je podana na podlagi kreditnih limitov podjetij, plačilnih indeksov ter pa morebitnih blokad računov. Za študente ekonomske fakultete pa je na voljo tudi GVIN Pro. V GVIN Pro pa si lahko v grafični obliki pogledate lastniške povezave, lahko si pogledate, ali ima vaše podjetje morda kakšne transakcije v državah s posebnimi režimi. To so države, kjer korupcija ni ustrezno preganjena ali pa gre za davčne oaze. Pogledate si lahko, koliko prejemkov od proračunskih uporabnikov ima vaše izbrano podjetje. Ali ima podjetje kakšne neporavnane obveznosti do države. Pogledate si lahko javna naročila, na katera se je podjetje uspešno prijavilo.
ter tudi prijavljene terjatve. Tu si lahko gledate tako terjatve, ker je podjetje v vlogi upnika, kot tudi tiste, kjer je podjetje v vlogi dolžnika. Predstavitev Gwina bi končal s tem, kako dostopate do letnih poročil. Torej, že tam, kjer najdete osnovne podatke o podjetju, imate na voljo opcijo dostopa do letnih poročil. Na voljo imate tako letna, četrtletna kot tudi polletna poročila. Ko enega izmed teh poročil izberete, si ga seveda lahko v PDF obliki prenesete na vaš osebni računalnik. Podjetje Bisnode zagotavlja tudi podatkovno zbirko bonitete regije, kjer najdete podatke o podjetjih iz regije. Največ podjetij, ki bo znašli tej podatkovni zbirki, je iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter Srbije. Sama zbirka je nekoliko manj bogata kot podatkovna zbirka Gwin. Še vedno pa boste našli vse tiste ključne podatke, kot so recimo finančni podatki. Prav tako podatkovna zbirka bonitete regije ponuja bonitetne ocene za izbrana podjetja. Pogledate si, pa si lahko tudi prijavljene terjatve za vaše izbrana podjetja. Sorodna podatkovna zbirka Gwinu je Bizi, ki bo sedaj izjemoma za študente dostopna tudi preko oddaljenega dostopa. Število dostopov je sicer omejeno in Gwin bo od doma dostopna zgolj za tiste študente, ki se bodo naslednji teden udeležili predstavitve Gwina, ki jo bodo izvedli predstavniki te podatkovne zbirke. Tako da v primeru, da dostop do Bizija potrebujete, vam priporočam, da se te predstavitve udeležite. Zdaj, sama podatkovna zbirka Bizi je precej sorodna Gwinu, zato bom predstavljal zgolj tiste funkcionalnosti podatkovne zbirke, ki se od Gwina zelo razlikujejo, ali pa jih v Gwinu ne najdemo. Torej, v Biziju lahko na zelo enostaven način poiščemo naroke. Pri narokih gre tako za tožbe proti vašemu izbranemu podjetju, kot tudi za primere, ko vaše podjetje toži druge, in to se lahko na enostaven način pogledate v sami zbirki. V Biziju lahko najdete tudi bonitetno oceno. Bonitetna ocena je izračunana po drugačni metodologiji kot tista, ki smo videli v Gwinu. Sestavljena iz dveh delov, iz dinamične bonitetne ocene, ki ocenjuje na podlagi dnevnega stanja blokad transakcijskih računov in pa morebitnih insolventnostnih postopkov, ter pa iz finančne ocene, ki izračunuje na podlagi bilanc zadnjih 3 let. Bonitetna ocena v Biziju je podana z barvo ščita, pri čemer je temnozelena najboljša bonitetna ocena, rdeča pa je najslabša možna bonitetna ocena. V Biziju lahko naredite tudi analizo trga. Podjetje lahko v to analizo zajamete na podlagi osnovnih ali pa finančnih kriterijev. Mi smo kot osnovni kriterij izbrali dejavnost bencinski servis in kurjava, kot finančni kriterij pa smo v analizo trga zajeli zgolj tista podjetja, ki imajo več kot 160 milijonov sredstev. Na ta način smo v analizo zajeli 4 podjetja. Sami podatki, ko enkrat izdelate analizo trga, pa so sami podatki predstavljeni tako grafično kot tabelarično. Na voljo pa so tako kumulativni, kot tudi podatki v povprečnih vrednostih za izbrana podjetja v analizi trga. Zdaj pa, če gremo na tuje podatkovne zbirke in začnemo s podatkovno zbirko Fitch Connect. To podatkovno zbirko zagotavlja podjetje Fitch Solutions. V Fitch Connectu boste našli podatki o bankah, zavarovalnicah, podjetjih, državah. V običajnih okoliščinah bi bil za dostop do te podatkovne zbirke zahtevana podpisna dovolilnica s strani mentorja. V trenutni situaciji pa je dovolj, da na elektronski naslov vašega mentorja pošljete prošnjo za dostop do te podatkovne zbirke, pri čemer kopijo tega sporočila pošljete na e-mail martina.petan@f.uni-lj.si. Torej, v Fitchu boste našli kratek opis vašega izbranega subjekta. Pogledali si boste lahko
lastništvo vašega izbranega subjekta ter tudi osebe, ki so v vodstvu in upravnem odboru izbranega subjekta. Zdaj, glavna funkcionalnost Fitcha je seveda v iskanju bonitetnih ocen. Na voljo so bonitetne ocene vseh treh največjih kreditnih agencij. Seveda so na voljo tako trenutne bonitetne ocene, kot tudi zgodovina teh bonitetnih ocen. Poleg tega lahko v Fitchu poiščete tudi raziskave za vaš izbran subjekt, lahko poiščete finančne podatke. Zelo zanimive so novice o vašem izbranem subjektu. Lahko preberete kratke povzetke teh novic, poleg tega imate tudi povezave na portale, kjer so te novice dostopne v celoti. Z uporabo umetne inteligence pa Fitch tudi ovrednoti vsako novico, glede na to, ali je bila za podjetje pozitivna ali negativna, ter jo na podlagi tega označi z rdečo ali zeleno barvo. Na grafikonu, ki ga vidimo za banko Wells Fargo, je očitno, da so v zadnjem času za to banko prevladovale večinoma negativne novice. Prav tako lahko pa v Fitch Connectu spremljate izdaje vrednostnih papirjev za izbrane subjekte. Zdaj gremo pa k podatkovni zbirki Amadeus. Podatkovna zbirka vsebuje podatke o evropskih podjetjih. Trenutno je izjemoma dostopna od doma, vendar lahko podatkovno zbirko uporablja zgolj 5 uporabnikov sočasno. To pomeni, da če se boste v zbirko prijavili in do nje ne morete dostopati, boste morali počakati, da se eden izmed uporabnikov odjavi, preden boste lahko do zbirke dostopali vi. Je pa v zbirki onemogočen prenos podatkov. Torej, kaj najdete v podatkovni zbirki Amadeus? Seveda najdete finančne podatke, tako nekatere osnovne podatke, kot je recimo denarni tok izbranega podjetja, kot tudi število zaposlenih v posameznem podjetju. Seveda pa so na voljo tudi bilance stanja, izkazi poslovnega izida ter kazalniki. V Amadeusu si lahko pogledate tudi lastniško udeležbo vašega izbranega podjetja. Torej, tukaj lahko vidite lastnika, katerih podjetje je vaše izbrano podjetje. Lahko si ogledate lastniško strukturo vašega podjetja, na podlagi katere pa je podan tudi indikator neodvisnosti podjetja. Poleg tega vam Amadeus ponuja tudi možnost, da si ogledate, katera je primarna panoga vašega izbranega podjetja. Lahko si pogledate trg z vrednostnimi papirji za vaše izbrano podjetje. Podatki so tu dnevni. Pogledate si lahko, kdo je v vodstvu podjetja, katere podružnice ima podjetje in pa naredite tudi konkurenčno analizo, kjer vaše podjetje primerjate z njegovimi konkurenti na podlagi finančnih podatkov. Naslednja podatkovna zbirka je Statista. V podatkovni zbirki Statista najdemo statistike, infografike, poročila ter pa analize trga. Pri Statisti bi vam priporočil, da vedno uporabljate njihovo osnovno iskanje, rezultate iskanja pa potem v fasetnem načinu omejite zgolj na statistike, poročila ali pa na analize trga. Pa če si pogledamo kar eno statistiko iz statistike, iz Statiste, torej tukaj je predstavljen delež Madžarov, ki zaradi izbruha koronavirusa delajo od doma. Glede na izobrazbo, vidimo, da je odstotek Madžarov, ki delajo od doma, precej višji pri tistih, ki imajo univerzitetno izobrazbo. Vse statistike v Statisti boste najprej videli v grafičnem načinu, seveda pa si lahko prenesete v Excel in jih nato nadaljno obdelujete. Torej, v Statistu so dostopna tudi poročila, torej poročilo, kakšen je vpliv koronavirusa na potrošnjo v drugih državah Amerike. Vsa poročila iz Statiste si lahko prenesete v PowerPoint ali PDF obliki. Poročila v Statisti so sestavljena iz grafikonov, to je primer enega izmed teh grafikonov, ki nam pove, kako se je zmanjšala potrošnja v Združenih državah Amerike zaradi vpliva koronavirusa.
Na grafu lahko primerjamo potrošnjo v Združenih državah Amerike v letu 2020 v primerjavi z letom 2019. Vidimo, da je potrošnja v letu 2020 v januarju napram letu 2019 zelo narasla, medtem ko je v februarju ta potrošnja v primerjavi z letom 2019 prav tako narasla, vendar za precej manj kot januarja, iz česar lahko sklepamo že na prve vplive koronavirusa na potrošnjo v Združenih državah Amerike. Vse grafikone si lahko iz poročil ponovno poiščete med statistikami in jih na ta način lahko podatke ponovno prenesete v Excel. Zdaj pa, če si še pogledamo, kako lahko dostopamo do analiz trga. Torej, najprej moramo izbrati produkt oziroma trg, za katerega želimo narediti analizo. Mi smo izbrali trg z mlečnimi produkti. Nato moramo izbrati državo, za katero želimo narediti analizo trga. Mi smo izbrali Slovenijo in že lahko si prenesemo podatke za analizo trga z mlečnimi produkti v Sloveniji v Excel. Seveda so podatki za analizo trga na voljo tudi v grafični obliki. To je recimo velikost trga z mlečnimi produkti v Sloveniji. Podatki so tako historični, kot tudi projekcije za prihodnost. To je pa recimo še velikost trga z mlečnimi produkti v Sloveniji, preračunan pa je na posameznega prebivalca. Zadnja podatkovna zbirka, ki si jo pogledali, je pa podatkovna zbirka Passport. Podatkovna zbirka je predvsem namenjena analizi gospodarskih panog. V njej lahko poiščemo statistike, lahko rangiramo posamezne države glede na velikost trga, poiščemo pa lahko tudi poročila o gospodarskih panogah za posamezne države. Poleg tega v zbirki lahko najdemo tudi statistike o ekonomskih podatkih, podatke o potrošnikih ter podatke o podjetjih. Pa če se najprej pogledamo, kako poiščemo podatke za posamezne gospodarske panoge. Torej najprej moramo gospodarsko panogo izbrati. Mi smo izbrali gospodarsko panogo alkoholne pijače. To moramo izbrati posamezen produkt iz te gospodarske panoge. Mi smo izbrali pivo. Nato pa moramo izbrati še države, za katero želimo pridobiti podatke. Mi smo izbrali 3 države iz vzhodne Evrope, kamor vsaj po klasifikaciji Passporta sodi tudi Slovenija. Izbrali smo države, torej Hrvaška, Češka in pa Slovenija. In na ta način smo pridobili podatke o velikosti trga za vse izbrane države, o deležu gospodarskih družb na trgu vsake posamezne države. Pridobili smo tudi podatke o deležu posameznih znamk na trgu vsake posamezne države ter tudi o cenah. Na podoben način lahko v Passportu dobimo tudi statistične podatke o ekonomijah posameznih držav. Torej, mi smo izbrali kategorijo Economy, Finance and Trade. Nato smo izbrali statistiko zunanji dolg kot procent bruto domačega proizvoda. Nato smo morali izbrati države in izbrali smo, da želimo pridobiti to statistiko za vse države iz vzhodne Evrope. In že smo dobili to statistiko v tabelarični obliki. Statistika je tako za lansko leto, kot tudi za kar nekaj let v preteklost. Vse tabele iz Passporta si lahko tudi izvozimo. To opcijo imamo na zgornji desni strani ekrana. Te statistike seveda lahko prenesemo v Excel. Zdaj, kako do danes predstavljenih podatkovnih zbirk dostopate? Dostopate seveda preko oddaljenega dostopa. Pri tem imate 3 možnosti. Dostop preko mrežnika, Dikola ali preko naše spletne strani. Ne glede na način dostopa se boste morali pred tem prijaviti. Prijavite se na način, da najprej izberete knjižnico. To je v našem primeru Centralna ekonomska knjižnica na Ekonomski fakulteti. Nato morate vpisati uporabniško ime, ki je vaša vpisna številka in pa gesla.
Geslo ste si izbrali v prvem vpisu v knjižnico. V primeru, da ste ga pozabili ali pa v knjižnico niste vpisani, pa lahko pišete na elektronski naslov izposoja.cek@ef.uni-lj.si. Zdaj, kako dostopate do posamezne podatkovne zbirke. V Dikolu imate razvrščene vse podatkovne zbirke, ki so na voljo študentom Univerze v Ljubljani. Za nas so seveda dostopne zgolj tiste, ki so na voljo študentom Ekonomske fakultete. Torej, te podatkovne zbirke so v Dikolu razvrščene po abecednem vrstnem redu. Mi bomo iskali podatkovno zbirko GVI, tako da najprej izberemo črko G. Nato pa iz seznama izberemo podatkovno zbirko GVI. In že se nam odpre sama podatkovna zbirka in lahko jo začnemo uporabljati. V primeru, da želite dostopati iz naše spletne strani, morate najprej izbrati opcijo Digitalna knjižnica, nato izberete podatkovne zbirke, nato pa iz seznama izberete tisto podatkovno zbirko, do katero želite dostopati. Poleg danes predstavljenih podatkovnih zbirk imamo v naši knjižnici na voljo tudi 9 besedilnih podatkovnih zbirk, do katerih lahko dostopate na pravkar predstavljen način. Seveda in potem iščete vsaki od teh zbirk posebej, lahko pa seveda uporabljate tudi Dikolov iskalnik in iščete po vseh podatkovnih zbirkah skupaj. Ob tej priložnosti bi vas povabil še na izobraževanja, ki jih bomo še izvedli ta teden. Že kmalu po koncu moje predstavitve bo na voljo predstavitev podatkovne zbirke ICON, ki jo bojo izvedli predstavniki te zbirke. Jutri pa bo na voljo še predstavitev podatkovnih virov Evropske unije ter tematski vodič makroekonomika. To je bilo z moje strani vse, zdaj pa gremo lahko k vprašanjem.